Kdo ne pozna znamke MG? Vem, starejši vozniki verjetno jo, ker smo še celo ob začetku moje avtomobilistične kariere vozili MG in roverje, mlajši pa je zdaj spet videvate na cestah, ker je pri nas že kar nekaj čist novih modelov, ki nosijo ta znak. Ja, že mi smo vozili kar 4, MG3, 4, HS in zdaj še novi ZS. Sploh zgodovina imena ZS je zelo zanimiva. Med letoma 2001 in 2005 je bil MG ZS družinska limuzina, ki je bila v resnici nadgrajena verzija roverja 45, ki pa je bil prenovljen model rover 400, ki je temeljil na Hondi Domani. Čisto enostavno, a ne? Ampak danes je to čisto nepomembno. ZS nima razen imena nobene zveze s temi, ki sem jih ravno naštel, ker je to zdaj izjemno popularen kompaktni križanec, ki so ga kitajski lastniki napovedali že leta 2016, prvo generacijo pa so potem z Anžetom videla leta 2017, ko so obiskala salon v Šanghaju. So v Veliki Britaniji vseeno razmišljali, da bi ga poimenovali XS, da ga folk ne bi mešal ZS, pa so si potem premislili in evo, danes je po vsem svetu isto ime. To je tudi daleč najbolje prodajen MG izven Kitajske, že pred enim letom so jih izvozili 1 milijon, zdaj pa prodaja samo še strmo raste in k tej številki vsaj malo prispevamo tudi v Sloveniji. Ja, tudi pri nas jih je že kar nekaj na cesti. Prva generacija je pripeljala leta 2017, prenovljena potem leta 2019, to je pa zdaj druga generacija, čist nova, prvič kot hibrid. Zakaj je zanimivo za nas? Ker znamo biti slovenski kupci zelo racionalni pri nakupu novega avtomobila in pri ZS-u dobimo kar velik za svoj denar. Spada v segment B SUV, ki je pri nas izjemno priljubljen, je pa eden največjih med konkurenco, kar 4,43 metra je dolg. To je celo od starega kar za 10 cm več, pa že tisti je bil med največjimi. Ok, seveda je za to povsod več prostora, če vam je všeč nova zunanjost, pa vam bo mogoče še bolj notranjost. Ta izgleda zelo moderno, meni sicer niso všeč takšni prisekani volani, ampak to je zdaj in. Ni mi všeč tudi to, da je premalo gumbov, da je vse na zaslonih, ZS ima k sreči tukaj še neke klasike. Ta ročica samodejnega menjalnika je dobila navdih pri reaktivnih letalih in izgleda zelo futuristično. Če je potrebno, da je toliko velika, je pa drugo vprašanje. Ampak, a se lahko še kdo od vaših kolegov pohvali, da ima takšno v svojem avtu, ki ne stane 100 jurjev? Veliko je odlagalnih mest, to mi je všeč, sploh tole za telefon je precej kul, prtljažnik pa meri 443 litrov in 1457 pri izloženih naslonjalih. Zdaj pa pogon. ZS je na začetku samo hibrid. Samopolnilni hibrid, če sem bolj natančen, pomeni, da se lahko velikokrat vozi samo na elektriko, vi pa boste vanj točili samo bencin. Je pa nekaj posebnega s svojim menjalnikom, ki ima samo 3 prestave. To ima določene prednosti in tudi pomanjkljivosti, kar boste videli v testu enkrat kasneje. Ima pa sistem precej veliko hibridno baterijo s kapaciteto 1,83 kWh, kar zelo pomaga, ko je treba močno pospešiti. Moči na papirju sploh ni malo. Ok, sam 1,5 litrski 4-valjni bencinski motor ima samo 75 kW, to je 102 konja, ampak je elektromotor tako močan, kar 100 kW ima, da potem skupaj stisneta 145 kW, kar je 197 konjev. Dobro, ne pričakujte zdaj športnih pospeškov, ampak vseeno lepo potegne, ko je baterija dobro napolnjena. Z mesta do 108,7 sekunde. Tukaj je še cel kup sistemov, ki jih oni imenujejo MG Pilot. K sreči se jih večina potem lahko tukaj vklopi in izklopi. Sploh pa se mi zdi, da vam bo všeč tale 360-stopinjski pogled okoli vozila, ki ima 4 široke kamere, da se vidi vse okrog. Ja kaj, treba je biti oborožen za spopad s konkurenco, v tem razredu je res huda in samo nizka cena ni dovolj. Ta barva se mi tudi zelo dopade, emerald zelena je pravijo, jaz pa sem takoj pomislil na British Racing Green. Legendarni Aston Martin in Jaguar so nosili to barvo, tako da evo, tukaj pa se poklanjajo bogati britanski dediščini znamke MG, ki prav letos praznuje 100 let.